Poslanstvo SID banke je financiranje in zavarovanje podjetij slovenskih na področju tržnih vrzeli, ki nastajajo kot v zadnji krizi, in pa seveda vseh tveganj, ki so pri tem prisotna. In to seveda z namenom, da ta podjetja lahko bolje poslujejo, odpirajo nova delovna mesta in da seveda pri tem so mednarodno konkurenčna in pa jasno trajnostni razvoj teh podjetij kot osnova teh dejavnosti. In ravno ta trajnostni razvoj je že SID banka pred 10 leti postavila kot osnovo tega našega poslanstva, s katerim skušamo seveda zlasti industrijskim podjetjem, ki so tu odločilna, saj prispevajo več kot 20% vsega v slovenskem gospodarstvu, da omogočimo neko obliko, ki bo tem podjetjem dala usmeritev, zlasti pa malim podjetjem in srednjim podjetjem, ki so tudi poglavitne naše stranke. Ta podjetja seveda so v tistem času bila na tem področju relativno, bom temu rekel, zgodnja ali pionirska in niso imela vseh usmeritev, zato je SID banka že v zgodnji fazi skušala z sistemom 5 bilanc, to pomeni poleg finančne bilance tudi energetska, surovinska, inovacijska bilanca in pa seveda okoljska bilanca, nekako dati signal podjetjem, kam se naj usmerijo, kaj mi gledamo pri tem, ko odobravamo tako kredite, kot seveda tudi zavarovanje. V tem smislu smo mi ves čas skušali s temi tako imenovanimi 5 bilancami podjetjem dati signale, v katero smer grejo lahko trajnostne prenove poslovnih modelov, ki so ključne za to, da so podjetja potem konkurenčna. In seveda v tem kontekstu je danes stvar popolnoma drugačna. Namreč, kot vemo, se je to v zadnjih 2-3 letih razvilo tako na nivoju Slovenije, kot seveda zlasti Evrope in za tako imenovanim zelenim programom. Imamo tu jasne cilje in tudi jasno taksonomijo, ki določa te vsebine. V skladu s tem SID banka seveda v zadnjem času, enako kot tudi druge poslovne banke, pripravlja predvsem tako imenovane ESG dejavnike, torej okolje, sociala in pa upravljanje. In te dejavnike so tisti, ki slovenskim podjetjem sedaj dajo popolno krožno vsebino za to, da lahko te svoje poslovne modele prilagajajo tako trajnostnemu delovanju, kot seveda krožnemu gospodarstvu in pa vsemu, kar se tiče narave. In ta vsebina je povezana pri nas predvsem s tem, da je možno vse naše kredite pridobiti ravno na podlagi teh dejavnikov, ki jih ocenjujemo in ki jih potem tudi v okviru samega, bom temu rekel, predloga kreditnega in pa same ocene sposobnosti tudi v celoti upoštevamo. Poleg tega je seveda na minimumu današnjega delovanja, da je vsaka naložba ali vsak kredit vsaj ocenjen za tisto tako imenovano minimalno formulo, to je do no significant harm. To pomeni ne delaj nič, kar bi bilo v tem kontekstu škodljivo za okolje, in z tega vidika seveda se presojajo vse dejavnosti. Na drugi strani pa seveda je treba še povedati, da slovenska podjetja, ki so v industriji na tem področju sedaj zelo veliko delajo in imajo nekatere zelo dobre uspehe, zato je v posameznih primerih to lažje ocenjevati, ko so taka podjetja. Seveda so pa še pri majhnih podjetjih možnosti za izboljšave. In če zaključim, v tem kontekstu seveda tudi mi sami upoštevamo tako ta pravila, tako pri našem investiranju ne investiramo v ogljične industrije, ne nakupujemo vrednostnih papirjev, ki so na tem področjih. In na drugi strani smo tudi v letu že 2018 izdali tako imenovano zeleno obveznico, ki je osnova za financiranje teh projektov. In ta zelena obveznica v višini 75 milijonov je skoraj že v celoti izkoriščena, torej večina teh projektov je v Sloveniji v okviru tako imenovanih novih krožnih modelov ali trajnostnega razvoja. Na ta način SID banka za svojimi kriteriji že vrsto let, torej več kot 10 let, skuša usmerjati slovensko gospodarstvo in pa seveda tudi finance v smer, ki je verjetno edina smiselna, če želimo gospodarstvo imeti trajnost. Tu je treba najprej povedati, seveda, da nove direktive zahtevajo od velikih podjetij
ne samo finančno poročanje, ampak nefinančno poročanje že nekaj let. To je dodatna zahteva, s katero seveda vse družbe, in to vemo danes, velike družbe že imajo tako imenovano poročilo družbene odgovornosti, ki seveda jasno kaže, kako te družbe upoštevajo tako okoljske, kot seveda socialne in seveda družbeno-upravljalske vidike. Ta vidik se je sedaj preselil tudi na srednje velika podjetja in srednje velika podjetja v Sloveniji že po novi direktivi morajo te zadeve peljati v smer, da morajo poročati. Ko govorimo o srednje velikih podjetjih in poročanju nefinančnih kazalcev ali pa nefinančnih poročil, mislimo predvsem na podjetja, ki imajo večjo obseg poslovanja ali pa prometa kot 20 milijonov evrov, približno nekje tudi 250 zaposlenih, in ta podjetja so tista, ki se morajo teh pravil držati v celoti. Zato sta za prve dve vrsti podjetij najprej za nas usmeritev, da se te finančni podatki oziroma nefinančni podatki v tem primeru izredno dobro pripravijo in tudi o teh poročajo. In tu izgleda trenutno situacija tako, da na malih podjetjih obstoji neka prednost, kajti trenutno te direktive in tudi slovenska pravila, torej tudi ZGD, ne zahtevajo še od malih podjetij, bi poročali na tak način. Vendar, to ne sme biti potuha tem podjetjem. Namreč ta podjetja se morajo zavedati, da bodo lahko rasla, in to je recimo ena tipičnih značilnosti, ki jih SID banka želi. To je, da skušamo mala podjetja z našo pomočjo tako financiranjem kot zavarovanjem, torej prevzemanjem tveganja in seveda tistim trajnostnim financiranjem omogočiti, da rastejo v srednje velika podjetja ali celo v tako imenovana velika podjetja, mednarodna podjetja. In naš interes je, da seveda ta podjetja tudi upoštevajo te kriterije nefinančnega poročanja in da v celoti izpolnjujejo to, kar bodo mogla kot srednja podjetja ali velika podjetja tako ali tako poročati. Zato je moje priporočilo tudi tem podjetjem, da se držijo teh pravil, da pogledajo svoje velike kolege, kako to delajo, in da na tem področju delujejo enako ali podobno v isti smeri. Namreč, zakaj? To bo in je že pogoj od začetka letošnjega leta in s 1.7. to velja v vseh bankah tudi pogoj za pridobivanje kredita. Torej ne gre samo za kreditno sposobnost na eni strani, ampak gre za tako imenovano ESG sposobnost. Torej, ali je družba v stanju dokazati, da prvič najmanj, kot smo prej rekli, ne škoduje svojim delovanjem okolju, in drugo seveda izpolnjuje te kriterije. In na teh kriterijih se seveda gradi trenutno tudi kreditna zmožnost vsakega podjetja. SID banka ima vrsto produktov, ki omogočajo slovenskim podjetjem na področju trajnostnega razvoja, da svoje, produkte ali pa svoje programe, zlasti pa spremembe poslovnih modelov delajo na ta način, da bodo lahko uspešni tako v mednarodnem okolju, kot seveda tudi v kontekstu trajnostnega razvoja. Trenutno bi izpostavil 3 nivoje. Prvi nivo so tako imenovana dolžniška financiranja, kjer bi rekel, da je zelo pomemben trenutni program naložbe 3, ki omogoča ravno preoblikovanje teh modelov in pa seveda financiranje določenih vsebin v podjetjih, ki se tičejo tako okoljskega, kot seveda tudi drugega naložbenega momenta, ki omogoča podjetjem delovanje v okviru krožnega gospodarstva ali pa seveda tiste stvari, ki so povezane z tako imenovanim okoljskim vidikom. Druga, zelo pomembna in v naši osnovi tudi bistvena osnova za vse te zadeve je financiranje raziskav in razvoja. To je program, ki ga imamo že dolgo, namreč vsak dober izvoz, vsak dober izdelek in tudi vsaka okoljska naložba, ki je dobra, začne v bistvu pri raziskavah in razvoju. In potem se oblikujejo produkti, iz tega produkta pridejo podjemi in potem pridejo seveda tržni uspehi, če uspeš te produkte prodati. Na ta način seveda ta naložbeni program raziskave in razvoja predstavlja neko osnovo za to, kako v celoti sestaviti to sliko za trajnostni razvoj določenega področja. In na drugi strani seveda ta raziskava in razvoj omogoča tudi dosti večje nove inovacije in dosti večje nove preboje na mednarodnih trgih. In tretji program, ki bi ga tu omenil trenutno, ki dosti dobro deluje in smo ga ravno kar uvedli, je tako imenovani Panevropski garantni sklad, kjer se s pomočjo Evropskega garantnega sklada omogoča podjetjem pridobivati
večje količine sredstev za te spremembe in jih seveda lahko pridobijo tudi brez zavarovanj. Torej, tu je tveganje z vidika teh dveh elementov, ki se navadno upoštevajo, torej tveganje in cena, bistveno drugačno, kajti ni potrebno zavarovanje in zato je tak program zelo ugoden zlasti za mala podjetja, ki imajo možnost v tem trenutku tak program dobiti. Seveda bi drugi nivo opredelil, da vsa sredstva, ki jih SID banka uporablja tudi v kontekstu kohezijskih sredstev, torej tako imenovani skladov, ne samo prvi del, ki je dolžniško financiranje v okviru tako imenovanega finančnega inženiringa, ampak tudi v okviru skladov, vsa ta sredstva so enako namenjene tudi ravno tem elementom, torej okoljskim, trajnostnim in pa seveda tudi socialnim. Pri tem gre tudi za to, da te sredstva lahko dobijo podjetja preko poslovnih bank, preko katerih mi to zadevo tudi izvajamo. In zadnji nivo, ki je po mojem najpomembnejši, je nivo ne samo dolžniškega financiranja, kot sta prva dva, ampak predvsem nivo lastniškega financiranja. To je velika tržna vrzel v Sloveniji in še vedno tu v bistvu največje, elemente pokrivanja te vrzeli prispeva SID banka. Tako z dosedanjim SEGI programom, ki že deluje v višini 100 milijonov 3 leta, in pa seveda novim programom, ki smo ga ravno kar za tehnološki transfer, tako imenovani CCTT program, ki ga izvajamo skupaj tudi z Hrvaško razvojno banko HBOR in ki je namenjen predvsem javnim sredstvom v tem smislu prehajanja tako imenovanega transfera tehnologije, ki ga pa seveda lahko uporabljajo tudi mala in srednja podjetja, kjer se lahko vključijo v tak transfer pri javnih, družbah, ki so tu prisotni. Na ta način seveda je nujno pozoriti, da ta podjetja morajo ta lastniški kapital seveda tudi videti kot neko dodatno pomoč k temu razvoju novega poslovnega modela. In moje osebno mnenje je, da je to ena od pomembnih vsebin. Zato bo SID banka tudi v prihodnje na tem področju poročila in posvetila še posebno pozornost. Ta pozornost bo namenjena predvsem dvema novima produktoma. Eden od teh produktov je tudi tako imenovani lastniški sklad za ne samo rastoča podjetja, kot so SEGI, ampak za začetna podjetja, prav tako imenovani SID capital, torej začetniški kapital, s katerim bomo skušali nekako v Sloveniji omogočiti nekaterim podjetjem, da poleg tega, da nastanejo, tudi prehajajo v nove faze in seveda vsi bi si želeli, da bi ta podjetja nekoč postala tako imenovani samorogi. To pomeni preko milijarde mednarodnega prometa. In ta program bomo začeli v naslednjem letu. Hkrati s tem programom bomo na področju lastniškega financiranja skušali pokriti še eno tržno vrzel, ki je ključna. To je slovenskih podjetij, zlasti malih in srednjih, je problem nasledstva. Stara generacija, ki te podjetja je ustanovila, odhaja. Mlade včasih ni. Pa če je seveda tudi potrebno nekaj sredstev za bodisi prevzeme ali organsko rast. Z tega vidika bo nov sklad lastniškega financiranja za tako imenovana nasledstva tisti, ki bo nov produkt, ki bo omogočil po naši oceni lahko trajnostni razvoj slovenskih firm. Namreč moje mnenje je, da so slovenska srednja in mala podjetja, pa tudi srednja velika, tista, ki so ne samo hrbtenica slovenskega gospodarstva, ampak so tudi osnova za to, da lahko slovensko gospodarstvo je konkurenčno in uspešno v mednarodnem okolju. In povečanje kapitala in zmožnosti teh podjetij je osnova za to, da lahko Slovenija tudi uspešno posluje naprej. In SID banka bo v tem kontekstu naredila vse, kar bo mogoče, da bo tako kot v zadnjih 10 letih ta podjetja usmerjala v trajnostni razvoj in jim omogočila, da bodo lahko na mednarodnih trgih konkurenčna in s tem seveda bodo zagotavljala Sloveniji tudi blagostanje za vse ostale, ki smo tu samo tisti, ki nudimo storitev, za tiste, ki ustvarjajo novo vrednost.